Ne tega mešati z gostilniškimi pa z vaškimi pretepači. Daleč stran od tega. Pač to je čisto svoja klasa, čisto svoja kategorija. Lahko ti povem tudi dva pregovora, ki ful držita za to. Pes, ki laje, ne grize, pa tiha voda bregove dere. Tukaj pa ne smem, bom kršil pravila. Nostalgija. Tole so pa spomini. Osnovna šola, Sevnica. Mala telovadnica, gimnastična. Tukaj imamo pa treninge velika telovadnica, to je pa športna dvorana. Ko se je pa tukaj fuzbala prešpilali, jao, kasija nor. Po zim, po let, ni da ni. Prav vem še tisto, ko je star ata prišel v Sevnico, ko je imel kakve upravke, pa je rekel, pet gremo domov, pa sem bil tako, ne, se pridem čez 1 uro z avtobusom, v redu je, bom šel peš domov, sam da sem lahko še 1 uro tukaj fuzbal špilali. Noro, pa to ni bilo enkrat, pa tudi ne 10krat, to je bilo več kot 10krat. Tako da pol veš, kakva zagriženost je bila včasih za to, ne. Še kaj povedal? Dajmo. Ja, dober. Recimo. Je, ni. Ok, naslednji športni dan. Kickbox Sevnica. Ko sem še študiral, sem v Mariboru treniral Kempo Arnis, to je bilo 5 let. To je zdaj varianta samoobramba, tam smo delali borbe s palcem, borbe z nožem, razorožitve, mete po tleh, sparinge, kate, kiho, pa lahko bi rekel ni da ni. Ampak ko sem šel iz Maribora, se je v bistvu ta zgodba nekako počas mogla končati. No pa sem pa zvedel tule v Sevnici, da trenirajo kickbox, pa sem se tukaj zraven pridružil. To sem gledal že 2 leti, po moje, kaj tazga, tako. Nauč na palce. Jaz sem najprej mislil, kickbox, to je 12 rund, ring na polno petarda, pa dokler ne pade dol. Ne, zmotil sem se. Imaš več disciplin. Zdaj, ok, gremo počas. Je tudi več organizacij, mi smo pod vako. In sicer stanje je tako, imaš več kategorij. V grobem se deli na tatami pa ring discipline. Tatami imaš recimo ena varianta je point fighting, se pravi, ko dva prijeta skup, plok, udarc, narazen, spet skup. Potem je light kontakt, to pomeni v bistvu roke v glavo, v telo, pa noge nad pas. Potem je pa še kick light, dodaš low kicke. Pridemo pa na ring discipline, tam je pa lahko tudi knockout, tam je pa full kontakt, spet udarci nad pasom, pa seveda na polno moč. Potem je low kick, je v bistvu tudi po nogah in pa K1, kjer so v bistvu še kolena. To je to v grobu. V bistvu to, kar vidimo po televiziji, to so pro borbe, pro verzije, profesionalne verzije in to je pač 12 rund brez čelade. Na teh tekmah pa to so obvezna oprema, ščitniki za zobe, ščitniki za genitalije, čelada, vse moraš pilati. In tako, kot sem rekel, tudi različne jakosti, recimo kick light morajo biti kontrolirani udarci. Če greš ti čist na polno petardo, te sodniki opozorijo oziroma tudi izključijo. Zato imaš pa še ring verzije, tam greš pa pač dejansko res lahko na polno, pač čist. Na lama je. Trening si pa popestriš, narediš si, koliko si hočeš. Enkrat rečeš, gremo bolj v easy, enkrat gremo bolj na hard, enkrat lahko rečeš, gremo na hitrosti delati, gremo sam roke, gremo sam noge spodaj, se pravi low kicke, brce samo v telo, milijon verzij. Ne tega mešati z gostilniškimi pa z vaškimi pretepači. Pač to je čisto svoja klasa, čisto svoja kategorija. Lahko ti povem tudi dva pregovora, ki ful držita za to. Pes, ki laje, ne grize, pa tiha voda bregove dere. Lahko rečem, da poznam borce na evropskem nivoju, tudi podprvake, tudi na svetovnem nivoju in to so zelo skolirani ljudje. Se zda z njimi pogovarja, čisto normalno, super fajn so res. Pa imaš pa une, ki hodijo pol leta, 3 mesece na trening, pa mislijo, kva so naredili, pa morajo tam vsak vikend tudi zunaj pokazati, kva znajo. Žalostno je samo to, da pač taki sramoto delajo v bistvu celem tem športi, ki je dejansko šport ful hutno. Kondicija, vzdržljivost, tehnika, taktika, ma ni da ni. Tudi če bi postavil nek obroč okrog sebe, a pa okrog nekoga drugega, v bistvu na eni točki, ki skup prideš, najbolj zaboli pa počne.
In to se išče, tam se iskre delajo, pa tam se pol borba odvija. Dva, ki prijeta preveč skupaj, ni nič. Dva, ki sta preveč narazen, tudi ni nič. Se zato je čas tudi dosti, da stopiš samo en korak nazaj, ali pa en korak naprej, pa si v njem. Pa tudi jaz na začetku sem delal, sem se ful tako zapiral, da v bistvu nisem videl tako dol. V projektu 365 je bilo celo en dan, vem, da je bil na enem seminarju, smo bili kle v Sevnici, glih ta klub ga je imel. In sicer je bilo pa tako, ker sem se preveč pokrival in pol je cel kup nekih for, kako imaš, ker obraz hočeš avtomatsko zaščititi, v bistvu, da skozi gledaš, ne. In so pol razne fore, da ti nekdo takole direkte dela, pa da ti skozi gledaš. Pol smo med poletnim počitnicam eno foro probala z bratom, da me on z vodno puško šprical, pa sem curk vode gledal, pa sem se mu izmikal, ne, da se ne ustrašiš. Pol ena dobra fora je, da ti nekdo udarce različne deva, pa nekdo pa odzad stoji, pa kaže s prsti številke, ti moraš pa tiste številke na glas govoriti. S tem v bistvu dokažeš, da ti gledaš res unga odzadi, kljub temu, da dobivaš udarce v glavo, da pač vidiš, da veš, kaj se dogaja okoli tebe. Pa v bistvu nekako naučiš prav pokrivati, luknje zapirati, pa v bistvu rataš šele zares zanimiv. Ko pa srečaš sebe enake, ali pa boljši od sebe, in pa v bistvu vidiš, da tisti moment, samo kad ti napadeš, se odpreš in tudi takrat lahko ti daš točko. Ko on napade, takoj moraš kontra iti po njegovi luknji. Pa imaš pa cel kup for, ne, drili, fore, aha, on je šel direkt, zdaj se je od spodaj odprl, aha, šel je uppercut, zdaj se je na vrhu odprl. Tako skozi pa neke luknje iščeš, ne. In moraš v tistem momenti, ko on napade, ali pa ko ti napadeš, se odpreš in takrat si šibek, takrat ti boš dobil nazaj. Pa pol imaš spet fore naprej, dejansko lahko pasti nastavljaš, ne. Ti se načrtno odpreš, pa malo luknje narediš, ker veš, da bo on tam prišel, pa hitro zapreš, ali pa se premakneš, pa greš kontra, ne. In pa imaš fore, da mu ne daš dejansko vedno udarcu, ampak da mu z rokavico blokiraš vid, da on ne vidi, kaj dela, da se ti v bistvu, da mu zapreš vid, da prideš od spodaj. Ena fora od Dejana Zavca, ko ima roke gor, ker oni, ki so že boljši, se že znajo pokrivati, ne. V bistvu greš ena, dva, mu zapreš vid, pa primeš z rokavico za njegove roke in mu odmakneš roke, pa takoj kroše. Spet, da ga v bistvu sam odpreš, pa mu daš udarc. To je pa cel kup nekih fin, nekih for, nekih šibkih točk, ki pa tudi vidiš pri sebi, ko jih imaš, kako v bistvu enih stvari je še za zboljšati. Pa evo, to je tudi pol naprej, že vidiš, frekvenca udarcev. Daš eno, daš dve v easy, pol pa moraš iti polno petardo. 1, 2, 3, pok, full hiter, pa spet v easy. Skozi moraš spreminjati frekvenco udarcev, skozi moraš tehniko, višino spreminjati. 1, 2 v glavo, 3 v telo strani, 4 spet v glavo, pa 5 direkt, recimo spet dol spodaj v telo. Tako da se v bistvu skozi, kot če si človeka predstavljaš, višina spreminja in udarci strani. Ne sme biti preveč monotono, pa ker se pa še noge dodajo, pa še noge gor, glava, telo, middle kick, low kick, rušenje, milijon verzij. Ampak se pravim, tukaj se ta prav čar igre šele začne, ne? Mislim, igra. Ajde, recimo tem igre, čeprav ni glih igra. Recimo borbe. Karate, kickbox, boks, vse športi so precej povezani. Tudi gimnastika. Ni čist direktno, ampak indirektno je pa ful povezana. Tudi malo pomagam v bistvu telem klubu občasno. In sicer tako, v bistvu, ker sem trener športne gimnastike, imamo enkrat na teden tudi treninge, da v bistvu s pomočjo gimnastičnih prvin, elementov, gibanja, premikanja nekako izboljšujemo te motorične sposobnosti, se pravi prevali, padci, gibanje naprej, nazaj, levo, desno, pač v bistvu kar je pa tudi povezan z borilnimi športi. Zdaj pa se nekaj še pripravljam tudi, da bom v bistvu sodnik, glih za to organizacijo ovako. V bistvu sem imel željo tekmovati na državnem prvenstvu, ampak zdaj bom sodnik. In sicer tukaj na treningu sem dobil kontrolirano brco v glavo, ja, pač imel sem zlaman nos, ampak zdaj je že naglihan, je tako, ko mora biti. Ja, kaj je bilo v bistvu, neč tipično, ne, zadnja runda, težke roke so bile dol in je padl direkt tam. V bistvu sem uporabljal čelado, če bi stal na mestu, bi dobil direkt v čelado. Bilo vse ok. Ker sem se pa premaknil, pa v bistvu glih prst od noge prišel v nos in če bi se še malo bolj premaknil, bi šla pa noga mimo. Tako da je tudi ena teorija, ta čelada, ki jo imam, je v bistvu bokserska čelada, ima pokritje še ličnice. To sem zdaj nedolgo nazaj ugotovil. V bistvu najprej nisem čist verjel, ampak ti malo zmanjša ta zorni kot. Se pravi, tukaj ti pokrije in dejansko ne vidiš, kaj se na stran dogaja. Tako da mogoče tudi zato nisem glih čist dober tiste noge videl. Mogoče zdaj izgovore išem. Sej izgovor imam malo morje. Ker list ven potegnem, pa kar preberem dol izgovore.
Ne, se zabavam. Ja, pač, ampak bom ti s kamero pokazal, dejansko videl, da malo zloža ta kot tukaj. Stvar, ki je pa bolj mogoče pripomogla k tem, da se je to zgodilo, je bilo pa to, da sem doma na YouTubeu gledal video posnetke enega novega boksarskega garda in sem rekel, ga mi je skle preizkusil. In sem ga, 2 runde sem šel v easy, kontrolirano, samo boks, samo roke, zadnja roka je lepo gor, spredi pa samo z ramo pokrivaš, pa na stran si obrnjen, tako da je dejansko manjša površina telesa obrnjena proti tebi, da te tudi on težje zadane, plus tega je prva roka veliko daljša, ne, in ima veliko krajšo pot, tako da si dejansko ful hitrejši s prvo roko. Moraš pa zato z glavo ful bolj gibati pa premikati, ne. Ja, in zato je ta roka tudi malo bolj dol ostala, ker načeloma ta roka, prva roka pol pokriva telo, ne. In vse načeloma, ko sem šel v easy box, te 2 runde, je bilo cool. Ampak to je bil pa pol pa kickbox, zadnja runda, ne. So bile pa noge zraven v špilu. In mogoče mi je zato podzavestno ostala roka dol, takrat, ko bi mogla biti gor, ne. Tudi to je ena teorija. Ampak kakorkoli lahko rečem, kljub temu zadetku, da je bil udarc ful lepi pa ful kontrolirano. Tudi če pogledamo počasen posnetek, se lepo vidi, kak je v bistvu Denis nogo lepo ustavil. Dejansko sploh ni čez šel, da bi udarc bil, ne, kako je v bistvu pri full kontaktu, dejansko je bilo to res kontrolirano, kick light, ne, lepo pok in takoj noga po isti poti nazaj dol. Ni čez šlo, tako da. Ja, one čelade za kickbox so kle dejansko bolj odprte, pa na vrh imajo gumo, tako da tudi če pride brca, reče se kakato geri, z vrha dol s peto v glavo, imaš na vrh gumo, ki te dejansko ščiti. Tukaj so pa te trakcije od boksarske čelade, ki ti itak ne bi nič pomagali, če peto v glavo dobo boli, ne, pač v vsakem primeri. Pri boksu pa udarcu v glavo od vrha dol ni, tako da bi bilo dobro čelado zamenjati. No, zdaj pa nosek je naglihan, vse je okej. Sparingu še ne delam načeloma, pobor, pač v fokuserje, pa zdaj sem imel en podvig, zdaj sem skozi delo tako zadnjih 14 dni, 3 tedne, da sem vsak dan roke gor, borbeno gibanje. Dal sem si utežil roke, da sem z utežmi delal, prej sem sklece delal, razne stvari, da so bile roke ful težke, da so mi roke začele dol iti, da sem dejansko se prisilil, da so bile roke gor. Pa sem šel tudi razne kombinacije, ampak vse, kar sem šel, roke takoj čim prej nazaj gor. Se pravi, ne da se kle odpiram, hop, cup, gor. Hop, cup, gor, hop. Tako da je boljši občutek. Se mi zdi, da imam zdaj bolj kontrolo in da bolj roke gor vračam. No, v glavnem, rekel sem, ne bom razkiral, zakaj bi šel na državno prvenstvo, če zmagam ali pa če zgubim, ne imam nič od tega, ampak če jih pa dobim spet po smrčku, pa ne bo dobro, ne. Ti bom pokazal, kako čelado sem zdaj si sposodil, mi je trener zrihtel. Taka, ki ima takole plastiko klele čez. V bistvu jim danes prvič sprobam. Me zanima, kako bo s tisto plastiko. Po mojem bo ful čudno, zato ko sem ponovadi navajen roke na glavi imeti, da so naslonjene direkt na glavo, zdaj bojo pa na tisto plastiko in po mojem malo čudno. Tako kot tisto pes, ko ima tisto gor, da se ne more lizati tisto posodo. Po mojem kle isto. Neč, to je to. Bi mogel še kaj povedati. Sam govorim. Čez preveč govorim. Boš, da kaj pokažem, ne? Ja, vse bom. Zdaj bom, evo. Stopiš sem, se pohogneš nazaj in greš naprej, pa vse to, ampak dejstvo, to mora biti naliman na glavo. Naslednjih 14 dni vsakam brez izjeme, da se mi usede.
Takoj.